Vsi, moški in ženske, iz generacije v generacijo vedno bolj skrbimo za svoje telo. Prav je, da v pravšnji meri poskrbimo tudi za svoj največji organ, kožo. Ena od možnosti za regeneracijo je seveda tudi diamantni piling. Več o tem pa nam bo povedala Danijela Cerovak iz salona Neguj se. Pozdravljeni, Danijela. Pozdravljena. Povejte, kaj je diamantni piling? Diamantni piling je dermoabrazija, to je posebno luščenje kože, ki je obdelano, ki je v bistvu iz diamantnih takih delčkov narejeno, s posebnim postopkom. Lušči se povrhnjica, pa je potrebno tudi več postopkov. Povejte mi, vsi tudi doma, ne vem, saj jaz uporabljam piling, ki ga kupim v trgovini v posebni tubi, noter so neki delčki in si delam sama piling. Kaj je sedaj ta piling, kako se ta piling razlikuje od vašega pilinga v salonu? To je močnejši piling, seveda, tle je tudi malo bolj rdeča koža, te se resnično povrhnjica lušči, en del, tako da je malo bolj agresivna, ker želimo konkretne rezultate. Potem ni primerno za vsakodnevno Ne, seveda, to se dela takrat, ko ni sonca, to pomeni zdaj idealen čas, Super. Po zimi, jesen, zgodaj spomladi, potem, ko je sonce, absolutno ne smemo delati pilinga. Priporočate obisk v vašem salonu kolikokrat? Enkrat mesečno je preveč? To se gre tako. Ena terapija 5 do 6 posegov, ki se dela enkrat tedensko, tako da nekako 6 tednov traje. Prej je potrebno še na nego obraza priti, da se v bistvu oceni koža, ali sploh je za diamantni piling, pa nekako kakšne so želje stranke. Komu je diamantni piling namenjen? Verjetno otrokom še ne. Ženskam v zrelejših letih ali tudi recimo najstnicam, ki imajo aknasto kožo? Najstnicam, ki imajo aknasto kožo, absolutno ne. Ker to bi rane naredili na obrazu, ker akne, ki so rane. Koža mora biti zdrava, brez aken. Lahko pa, če imajo ogrce, to so te črne pikice, prej se pride na nego, se očisti in potem izboljšamo stanje, da ni v takem obsegu teh izdelava ogrcev. Potem absolutno tudi za starejše, ki želijo osvežiti obraz, da imajo bolj svež, mladosten. Potem za te, ki imajo pigmentacijo, lažjo pigmentacijo kože. Tudi to pomaga? To je poškodba od sonca. Če je bolj globoka, potem so drugi posegi. Pa za, kako da rečem, ne to globoke gube. Tudi se lepo zravnajo. Pa za strije tudi. Če povzameva, se pravi, z diamantnim pilingom nekako odluščimo povrhnjico stran od mrle kožo in v bistvu koža ponovno zadiha na ta način, je prenovljena. Povejte mi, izvajate piling samo na koži na obrazu ali tudi omenili ste strije, Se pravi, je primeren tudi za druge dele telesa? Tudi za druge, ker to obstajajo različni kako da rečem, nastavki, večji, manjši, tudi za kožo, imamo debelejšo, tanko, srednjo in to so tudi svedrčki tako primerni, tako da tudi za strije je. Ampak strije, bom rekla tako, ne moramo, da čisto zginejo, lahko jih omilimo, kot to je vsem poškodovano vezivno vlakno in je počeno, raztrgano, lahko samo izboljšamo stanje, da ni tako vidno, kar se tiče strij. Mi pa si sedaj poglejmo prispevek o diamantnem pilingu, posnet v salonu Neguj se. V salonu Neguj se so nam tokrat več povedali o diamantnem pilingu. Diamantni piling je površinsko čiščenje kože. Primeren je tako za moške kot tudi za ženske nad 25 letom starosti, saj takrat že začne upadati kolagen. Terapija traja 45 minut, izvaja pa se 5krat zapored. Preden se začne diamantni piling, mora stranka seveda priti na posvet, pa seveda na nego obraza, da jo pač očistim z ultrazvočnim čistilcem kožo v globino in tam tudi pregledam in naredim diagnostiko kože, če sploh je za ta diamantni piling.
Potem pa naslednja terapija je pa potem lahko diamantni piling. Pri diamantnem pilingu gre za sočasno luščenje kože, odstranjevanje ogrcev in globinsko vlaženje. Z diamantnim pilingom dosežemo, da se tvorijo nove celice v povrhnjici kože. Istočasno se stimulirajo kolagen in elastin ter se dodatno izboljša struktura vaše kože. Z diamantnim pilingom povrhnjica vaše kože postane gladka in dovzetna za sprejem aktivnih substanc. Diamantni piling je najvarnejši in najbolj učinkovit način za mehansko obnovo kože. Piling je primeren tako za obraz kot tudi hrbet, roke, dekolte, komolce in kolena. Ko je postopek diamantnega pilinga končan, se nanesejo aktivno bogati serumi z ultrazvokom, kjer je s svojimi vibracijami na vrsti posebna celično-masažna funkcija tkiva. Spodbudita se presnova in cirkulacija krvi v koži, aktivira se nastajanje novih zdravih celic, kar posledično vodi k dobri preskrbi kože s hranilnimi snovmi. Rezultat je lepa, gladka in napeta koža. Torej smo dobili odgovor na vprašanje, kako do lepše in bolj zdrave kože. Z diamantnim pilingom seveda. V prispevku smo videli, da uporabljate različne preparate med nego samim diamantnim pilingom za nego. Kakšne so te kreme? Tako jaz ponavadi masko dam po diamantnem pilingu, zato da pomirim kožo, preden še hialuron serum. Da v bistvu koža dobi posebno vlago še noter. Potem dam pa še čez ultrazvok, da pospešimo regeneracijo kože, da spravimo masko in serum še malo globje v jeziku, ker bi drugače same šle. Ampak vse to naredite po posvetu, po prvem obisku, ko pride stranka k vam, in kožo pregledate, ali je diamantni piling sploh primeren za njo. Ja, prvo pride na posvet, potem se zmenuje, če naj bi bilo na nego obraza, ker prije treba očistiti globinsko kožo, potem pa lahko diamantni piling delamo. Jaz sem bila enkrat na diamantnem pilingu, sicer ne pri vas, ampak je bila moja koža najprej po postopku zelo rdeča, tako zelo razdražena in mi je takrat strokovnjakinja svetovala, da naj ne nanašam takoj gor make-upa, ker verjetno bi si jaz rada zakrila takoj to rdečico. Je to res? Se pravi, moramo pustiti kožo. Ja, je treba pustiti kožo, da se umiri, tako tisti dan je zelo dober, da pač ne greste nikamor. Dober je, da je to mogoče petek, če je čas, da je pol sobota, nedelja prosta, sploh prvič je malo bolj koža rdeča, zato ker je pri diamantnem pilingu je še vakuum, ki še dodatno čvrščuje kožo in je fajn, da malo miruje. Potem, čez en teden naslednji poseg je koža malo navajena že, tako da ni tako zelo rdeč in pol naslednji posegi, ki jih je tako 5-6. Se pravi, da ni priporočljivo, če gremo v petek zvečer na žur, da si pred tem delamo diamantni piling, je res? Ne, ja, res je. Si moramo vzeti čas. Ja, zato je treba, tako kot za vse, je treba čas si vzeti. Povejte mi, zanima me, diamantni piling, je to ime, ker je naša koža potem tako čista kot diamant? Ali zato, ker je dejansko kaj v zvezi z diamantom na tej aparaturi? Ja, ime diamantni piling, aparatura ali pa tako da rečem te aplikatorji ali svederji, so dobili zato, ker so potem po takem postopku obdelani ti delčki kakor diamant in so pač gor nalepljeni. Zbrušeni kot diamanta. Povejte mi, komu ne priporočate diamantnega pilinga? Osebam, ki imajo akne, potem osebam, ki imajo izredno občutljivo kožo, ki imajo kuperozo, to ima te popokane žilice na obrazu, za njih absolutno ni. Potem, ki imajo seborreični dermatitis, to je pač že bolezensko stanje, rakasta obolenja, kakšne pač težave, to je to. To je to in seveda odsvetujete v poletnih mesecih, da prihajajo k vam na diamantni piling. Zdaj je pravi čas, kot ste prej rekla, Imate veliko obiska, veliko zadovoljnih strank? Ja, ker vračajo se stranke, tako da ker bom rekla, da ko mi čakajo, da pride nekak jesen zima, da lahko spet ponovijo ta cel paket diamantnega pilinga. Ki traja, kako dolgo smo rekli? Okrog 5 do 6 tednov. 5 do 6 tednov in to ponavljamo na en teden.
Ja, tako. Tako. Jaz sem tudi takrat, ko sem šla od diamantnega peelinga, bila najprej od te rdečici malo razočarana, ampak potem so me pomirile, da je vse v redu, da to je normalna reakcija in res čez en dan sem imela tako gladko kožo. Je v bistvu opazna razlika, tudi potem, ko si lahko naneseš make-up, ne? Je. Seveda, ker brusimo povrhnjico, ne, je seveda bolj gladka, te nepravilnosti se počasi malo umirjajo, se skrijejo, tako da ja, je čudovita koža. Hvala, Daniela, za obisk v našem studiu.